Jaz si lahko dovolim nespametno predrznost in rečem, ko občila postajajo trobila, temu smo vendarle priče tudi na domači grudi. Morda smo zmotno prepričani, da je položaj premalo akuten, da bi o tem glasneje spregovarjali. A poudarjam, tedaj smo zlasti zmotno prepričani, da je temu tako. Bi pa to, kot necehov predstavnik rekel, se čutim kot državljan v bistvu prizadetega že nekaj let. Glede tega, mislim sicer, razmer seveda ni mogoče direktno sporejati in primerjati z razmerami v Rusiji in politkovsko, vendar pa procesi, ki so predpostavka in temelji, ki so predpostavka, da se stvari začenjajo tudi v teh, torej odražati na najbolj možne, grozljive in nezaslišane načine, pa se dogaja tudi v Sloveniji. In jaz imam občutek in mi ni nič narodno to na glas povedati, da smo zadnja leta posebej priča v Sloveniji procesu v bistvu neke degradacije temeljnih človekovih nekako vrednot, čeprav pogosto se to dogaja ravno v imenu najvišjih vrednot, denimo Jezusa Kristusa, najbolj zlorabljene osebe v zgodovini. In sam sem bil recimo v zadnjih letih nekajkrat cenzuriran kot pisec. Mislim, da vsaj ena oddaja, ki ni bila objavljena na televiziji, 8. dan, je spregovorila o res pomembnih stvarih, ki zadevajo te državljane, pa ni prišla v javnost. Tako da bi bil tudi bolj ekspliciten. Mislim, da je to treba povedati na glas in tudi kot naročnik časopisov ne povem, da sem pravzaprav moja obramba pri tem je bila, da sem se izklopil iz televizije in časopisov, zato ker preprosto neko drobljenje, manipulacije, o kateri smo prej govorili, postala pa vseeno preveč očitna. In tudi žal strah in neka demoralizacija ravno tega glasu, ki pa mora biti jasen, glasen in neustrašen. No, ampak ko govorite o tej cenzuri, kdo je v bistvu bil kriv za to, da recimo tista oddaja ni bila objavljena? Zakaj se je to zgodilo? Kakšna cenzura je bila? Verjamete mi na besedo, ni bila ena, jih je bilo več. Jaz sem pač politično, mislim, da moja stališča, glede mi stvari pač niso zaželjena, v redu. Jaz se včasih, kot tudi javno pišoča oseba, se zaradi tega čutim prizadetega, ne bi pa denunciral nikogar.